Jaz nisem najboljše vole, ker so mi lih skenslali letalski let. Pri eni čudni družbi, ki zdaj me sploh nimajo na seznamu, da bi dejansko mogla leteti in ta moment me je malo strah. In pa sem razmišljala, da v bistvu je ta video že tak scary in ne najbolj happy, da če se vsem, če ga vsem posnamem. Ker navsezadnje gre za urbano legendo, za creepypasta zadevo, za neki, za katero stvar bi bilo fajn, da ugasnete luč. Dajmo za foro mojo luč ugasniti. Po moje, sploh ne vem, če ste kdaj videli, kako v resnici ta ring light daje na svetlobe, pa kako je, če ga ni. Kje pa je? Aha. Well, that's a difference. Če bi mogla snemati v takih okoliščinah, da bi bilo bolj creepy. Sam po moje res tako slaba luč, da ne, tako da, ja. Ki gremo v ta spooky video, če upaš ugašen luči, ugašen svečke, naredi si za jest, pa gremo v to zgodbo. Jaz osebno ne bi upala ugasniti luči. En večer sem gledala točen to zgodbo, o kateri bom danes govorila, in fura je, da temu youtuberju, ko je zraven slučajno, pač on riše in razlaga istočasno. In to je kar ratelj najbolj scary, je njemu glas tako zatrukiral ali video ali ne vem kaj, da hek se je zgodil, da je isti zvok, da bi bil on poseden z demonom in tako 1 minuto se ne razbere, kaj on govori. Spod bulinka ali bom pa tle že v video zraven dala. In pa isti večer nisem upala na sprehod. V glavnem, ni mi jasno, zakaj to objaviš in poj ne odstraniš, če nekaj narobe z videom, ali pa zakaj ga ne popraviš, če bistva se ne razbere, kaj si hotel povedati. No, what the heck, tako scary je, chills, Zgodba realna je resnična. Zgodba ni potrjena in ni podprta z dokazi. Se je pa dogajalo v območju, ki ga vsi večkrat dobro poznamo, ker je naš dom na zemlji, se hecam, ampak tako. Gre za Area 51, za območje 51 v Ameriki, v puščavi. Kaj sem jaz zadnja leta razbrala iz tega, ker se ukvarjam s to Area 51, je to, da se ni dogajalo samo stvari v povezavi z vesoljci, pa tudi tisti bivši službenci, ki pridejo ven, ne povejo, da vse, kar se je dogajalo, je bilo povezano z vesoljci, ampak tudi drugi razni nehumani, ne cool poskusi, ki bi bili sicer prepovedani, če bi dejansko ljudje vedeli za to. In ta je eden izmed njih. Se je leto 1943 in bila je druga svetovna vojna, čeprav je bila Amerika takrat kar v redu, so na vsak način hoteli biti močnejši od nacijo, od Nemcev in so hoteli imeti tudi močnejše vojake, močnejše orožje. V njihovih glavah, da Hitler ustvarja neke ekstra močne vojake na nek način in oni so hoteli s tem tekmovati oziroma jih prehteti, premagati in so se odločili, da dajmo mi tudi narediti neke super vojake. Super v smislu Superman, nečloveško močne, nečloveško hitre, v glavnem v vseh pogledih superlativi, hop. Kako to drugače narediš, kot da izvajaš neke poskuse, po vsej vrednosti nehumane, ker navsezadnje za to rabiš kaj? Poskusne zajčke, v tem primeru to niso bili zajci, niti podgane, ampak človek, oseba. Takrat je bil v vojski zelo pomemben en general, saj mislim, da je bil v prvi vrsti General Albert Weston. On je bil na zelo visokem položaju, ker se je hotel tudi izkazati in pokazati, koliko je on res srcem noter in v tej znanosti in koliko je njemu vse skupaj pomembno, se je ločil, dajmo noter ušteviti mojo hčerko, Abigail Weston. In potem tudi verjetno sklepate, zakaj se primeru reče Abigail Experiment. In poskusi so potekali direkt na njej. Še bolj bizarno je to, a veste kdaj, ko sem govorila, zakaj so toliko scary lutke? Zaradi tega, ker je kontrast med nekim, kar je otročje, cute in istočasno full scary in nevarno in smrtno nevarno in to res ne gre skupaj in kadarkoli to skupaj počne, je full scary. In v tem primeru isto gremo v bistvu Abigail kot taka je bila bizarno, tako ekstremno lepa ženska, res že na sliki kako je lahko človek toliko lep, ne vem. Istočasno ona, ki se je pa potem spremenila totalno nasprotje, o tem bomo pa še govorili. Prva stvar, ki so jo naredili, je bilo to, da so Abigail dejansko premaknili fizično v Area 51, v eno izolacijo. Poleg tega je bila pa tudi skrbno varovana in tam, kjer se je držala, ona ni smela ven, ni smela nikamor, bila je konstantno tam, bila je strogo varovana in v bistvu je to njen little bubble v takrat naprej življenje. Pa tudi to se je kmalu spremenilo nekaj zelo neprijetnega, ker jasno na njej so delali eksperimente. Eksperimenti so vključevali dajanje injekcij. V teh injekcijah so bili razni strupi, mamila, torej ta neki koktejl drog, da ublažijo vse skupaj raznih stvari, pri katerih so sploh poskušali njo spremeniti v
ne toliko kot superlativskega junaka, ampak bolj so hoteli doseči pa je nemortalnost, torej neumrljivost. Ok, da dobite nek časovni okvir. 2 leti je trajalo vse to skupaj, do točke, da je šlo čist izven kontrole in čist izven rok. Namreč, njen telo se je zelo odzval na vse, kar so brizgali v njo, ampak v prvi vrsti to ni bila neumrljivost, ampak so ji čist izven proporcev pognale zobe, ratele so veliko daljše, istočasno izgubljala lase, njeni udi, torej kosti in vse komplet se je ful podaljšalo. Pisal je, da je bila na tej točki že ful višja od povprečnega človeka, ne samo od žensk, ampak tudi od moških, pač bila je velika. Basically spreminjala se je v pošast, točno jo ni bilo več mogoče niti približno prepoznati. In oče je 2 leti torej vztrajal na tem do konca, bomo poskušali, tle ima znanost prednost in to, da mi smo vodilni v vojni in močnejši od vseh. Se je pa na koncu zlomil in zgodba gre tako, da je on končno dojel, kaj naredil, ustvaril pošast iz lastne hčerke, ne ve, če so kaj dosegali sploh in si je vzel življenje. In istočasno, ko si je vzel življenje, pa prosil druge eno stvar pred smrtjo in sicer poskrbite za mojo hčerko, ne pustite, da se je kaj groznega zgodilo. Jaz so mu drugi ugodili, niso. Ko se je on vzel življenje, vse, kar jim je ostalo, je bila Abigail in z njo breme. Za njih je bila breme in so se odločili, da nimajo kaj z njo početi. Niso imeli čisto tipične vesti o ubiti takoj, ampak v bistvu meni osebno je to še ful bolj kruto, da so se odločili, preprosto ne bomo je hranili in naj umre od lakote, ne pa se strada. In lih to strogo varovanje, ki ga je imela, se je na koncu izkazalo z najslabšo idejo, ker očitno so na njej delovali vsi ti poskusi in ratela je ekstremno močna. In ta njena lakota, preden jo je doterala do tega, da nič več ne bi mogla, je eksplodirala v to, da je ona kot pošast zelo močna na tej točki udrla ven in je pojedla 2 varnostnika, ki sta jo varovala. To pa govori, da so se nekaj časa še borili, da so jo probali umiriti, da so probali nekako umiriti celotno situacijo, ker je bil masaker, ampak jim ni uspelo, potem so vam potegnili puške in začeli streljati. In ustrelili so jo ogromenkrat. Ugotovili so, da ji nič ni. Torej kaj? Nesmrtnost, jej, delovali je, ampak bila je čista pošast in nič niso mogli. Rečeno je, da je na tisti točki ona zbežala v zahodno krilo Area 51, potem je sklepan, da je ta area res huge, če ona zbeži v en del, ker je pač itak puščava in noben več ne vidi, ne bi se še danes skrivala tam in legenda je taka, da ljudje, ki pridejo v okolico nekako tega, čeprav je težko dostopno, še vedno slišijo njene krike in ona ne bi se še vedno tam skrivala. Torej, če boste kdaj šli v puščavo v Nevadi, prisluhnite, mogoče jo slišite. Glede na to, da se vidi slike, kako ne bi izgledala, verjamem, da jo nočete srečati. To je to za ta video, verjamem, da je mečkan krajši, ampak že dolgo nismo imeli kakšne scary zgodbe, tako da upam, da mi je bilo všeč, pa upam, da to gledate ful zvečer, pa vas je ful strah. Ne so nekaj pa mi kakšni ful mlajši piše, da moj bog, toliko me je strah, no je, kaj ne, jaz gledaj sred dneva ali pa zjutraj ali pa ne gledati. Anyways, to za danes se vidimo kmalu, zdaj grem prebolevat moj let. Upam, da sem ok zmenila, da kaj drugega. V glavnem, držite pesti. Pridni bote, aj čau, Elen imam out.